kakšnimi čustvi se zdaj nekako poslavljate od Dravske vile tukaj v Mariboru? Normalno, da Dravska vila zame predstavlja določeno čustvo. Mogoče je posebej čustvo v tem, da se spoznavam, naj mi ne zamerijo, v kakšnem bednem mestu živim. Mesto, ki nima odnosa do nekaterih stvari, ki ima odnos samo do nekaterih, bi rekel, materializiranih stvari, ki sicer jim jaz pripisujem tudi čustvo. Očitno drugi pa ne. Drugi pa vidijo zgolj svoje osebne, bi rekel, koristi ali pa svojo osebno, ne bi rekel, ambicijo. Torej, čustvo v tem primeru me razočara, da to mesto nima dovolj čustev, da bi, tako kot je v primeru Vlakica Jurčka, se zelo jasno postavilo na neko stran, da v tem primeru se ni postavilo, vsaj nisem zasledil, na to, da to mesto, ki ima reko, ne bo imelo ladje, mogoče bo imela neke veslaške čolne na 3 ribnikih, da pa na drugi strani Ljubljana, ki nima reke, ima pa 12 ladij in jih je premalo. Ladjica je bila sicer res, da zadnji 2 leti privezana, najemniki niso bili redni, ni veliko plula, predtem je bila pogosto v uporabi in to več kot desetletje, ne? Kako dolgo je v bistvu, kdaj je zaplula prvič po Dravi? Ladja je bila prvič, je peljala 1. maja pred 12 leti. Veliko smo prepeljali tujcev, manj Mariborčanov, torej tu je bilo obratno kot na Jurčku, torej manj Mariborčanov, vendar po zadnji 2 leti dejansko smo neprestano dobivali, bi rekel, omejitve. Občina nas je omejevala, lahko smo delali samo do 7, nismo smeli delati tega, nismo smeli delati tega. Druge po svetu, dovolj sem ga videl, vem, da življenje na ladjah se prične zvečer. To so stvari, ki se dogajajo zvečer, da ne rečem po noči. Ne bi govoril o Beogradu, kjer lahko vsi vemo, kako tam živi na ladji. Tudi tukaj smo želeli narediti enako življenje. Želeli smo dati mestu eno dodatno ponudbo, predvsem pa turistom. Tukaj nas je, če smem reči, mesto zatolklo. Predvsem v tem, da nam je umilo pravico do plovbe, da nam je zadnje 2 leti praktično neprestano preprečevalo plovbo, potem, ko se je začela graditi brv. Tako ali tako več na reko nismo smeli. Za novo življenje ladjice ste imeli kar nekaj možnosti, sedaj slišimo, da odhaja na jug. Danes je padla še zelo ena zanimiva ideja, o kateri ne bi, tako da mogoče sploh ne odhaja iz Maribora. Imeli smo zelo vroče ponudbe in želje iz Ptuja, kjer pa nažalost nismo našli načina, da bi jo lahko spustili v jezero. Torej nikjer ne moremo za to velikansko, torej bi rekel, s konvojem vozil priti tako blizu jezera, da bi lahko ladjo spustili v jezero. Na poti so nasipi menda. Nasipi, predvsem pa je, bi rekel, tam, kjer je bila edina možnost izpuhovega mostu, kar se je tudi, torej bi rekel, oče tega mostu strinjal, da je to možno, bi jo lahko spustili, vendar bi jo morali spustiti prečno, kar pa bi tok lahko potegnil in ladjo in dvigala seboj in zato se nismo za to odločili. Tako da pot ena torej je tudi bila tam, mogoče se v tem času, ker nekaj časa bo ladja v Mariboru, se mogoče torej tukaj, mogoče se najdejo rešitve, kupec čaka v Beogradu na to, da jo pripeljemo. Je pa seveda potem, ko bo to zdaj urejeno z ladjo, tudi še kakšna druga destinacija, ker verjamemo, da bo interes, oziroma je, da bo interes tudi za kam drugam.